Kakšna je bila natančno ta sprememba, smo izvedeli na seji občinske volilne komisije, ki je bila v petek zvečer ob 19:30. Sam sem precej odšel tja in se na 4 oči soočil s tajnico občinske volilne komisije in ji povedal, da vem za prevaro in da je dal možnost, da odda vlogo iz torka, v kateri je seveda napaka v 2. in 6. volilni enoti. Trdila je, da to ni res in da je predstavnik liste SLS Srečko Peklar v četrtek ob 17:15, torej takrat, ko smo mi imeli tukaj sejo, prišel na občino in osebno popravil vlogo, in sicer tako, da je v napačnih volilnih enotah prečrtal po enega kandidata in se zraven podpisal. Predsednica občinske volilne komisije je opazila, da se nekaj dogaja, zato je sama prišla do mene in se mi mora razložiti, zakaj se gre. Dogovorila sva se, da pregledajo vso dokumentacijo in da se po seji dogovorimo, kako naprej, saj sem dal jasno vedeti, da bom celotno volilno prevaro najavil ustreznim organom. Po roku za oddajo so namreč vse spremembe strogo prepovedane. V času zasedanja občinske volilne komisije je tajnica občinske volilne komisije odšla iz sejne sobe in verjetno sama poklicala predstavnika liste SLS Srečka Peklarja, kateri je kakšno uro po začetku seje res prišel na sejo in takoj, ko je vstopil v sejno sobo, je izjavil, da umika sporno spremembo, katero je po njegovi besedah vložil v četrtek. Tako da je ostala vloga SLS iz torka z napačnimi volilnimi enotami 2 in 6, zato je občinska volilna komisija tudi zavrnila vloge SLS v teh 2 volilnih enotah. Prevaro oziroma goljufijo so tako umaknili, je pa seveda ostal poskus izvedbe prevare.